Lep pozdrav še z moje strani, jaz bom kratek, nisem med govorci, želel sem vas v bistvu samo pozdraviti in se vam zahvaliti v bistvu, da ste se danes udeležili te konference. Všeč nam je, da imamo vsako leto polno dvorano in da bomo verjamem nadaljevali z skupnimi prizadevanji tudi naprej. Zelo na kratko sem si pa zapisal, da je recimo 4. konferenca po vrsti je pomembna. Zakaj? Zato, ker vsako leto v novembru z Gibanjem za dostojno delo in socialno družbo skupaj z govorci in z udeleženci konference ugotavljamo, da so težave prekarnega dela stopnjujejo in simptomi vse bolj usodno zaznamujejo prekarne delavce in širšo družbo. Na prvi konferenci smo slišali, da je oznaka novodobno suženjstvo pretirana. Danes si upamo trditi, da temu ni tako. Preden dam besedo našim govorcem, želim z nazornim primerom nakazati nekaj, zakaj in kako prekarnost posega v naš vsakdan. Danes zjutraj je uslužbenec ministrstva in član politične stranke z največ poslanci zapisal falospev podjetju GoOpti. Njegov zapis je bil takšen: Jejhata, slovenski GoOpti v svojo inovativno rešitvijo okrepil svojo aktivnost po EU. Verjetno se nam obetajo novi protesti sindikatov avtoprevoznikov. V pripetem članku je bilo pa zapisano v naslovu in podnaslovu GoOpti zbral 4,4 milijone evrov za širitev po Evropi. Svež kapital je kombinacija privatnih vložkov in evropskih sredstev. Kaj je tu spornega? Podjetje GoOpti svojo dejavnost upravlja na način, da najema samostojne podjetnike, ki imajo svoja lastna vozila. Se pravi, s tem GoOpti odgovornost prelaga na delavce, ki se jim danes reče samostojni podjetniki. Prav tako je na delavcih zagotovitev produkcijskih sredstev, torej vozila in zavarovanja le-tega. S tem si GoOpti dovoljuje kadarkoli prekiniti sodelovanje s takšnim voznikom in voznik nima več nobene varnosti kot delavec. Druga točka. Vozniki zato, da zaslužijo dovolj, delajo nadure. Pri 12 urah vožnje na ta način ogrožajo svoje življenje, življenje preostalih udeležencev v prometu in seveda življenje in varnost potnikov, ki jih prevažajo. Tretje, kaj je tu narobe. Ker je za GoOpti davčno ugodneje imeti samostojne podjetnike, ki lahko uveljavljajo svoje potne stroške, večina od teh plačuje minimalne prispevke. S tem se goljufa državo, ki z davki pobere manj denarja za socialno državo. GoOpti in nekateri vozniki kršijo tudi delovno zakonodajo, ker gre v večini primerov za prekrita delovna razmerja, ker vozijo sam za enega naročnika. In četrta točka, na koncu in ne nepomembno je to, da GoOpti s svojimi dobički, pridobljenimi na račun izkoriščenih samostojnih podjetnikov ter opeharjene države, pridobi še evropska sredstva za nagrado, ker izkorišča delavce. In to je nekaj istočnic, ki osmišljajo našo konferenco in naše delovanje in naslov konference, se pravi novodobno suženjstvo, prekarne oblike na trgu dela. Zdaj bi pa besedo predal naprej govorcem. Hvala. Dobar dan vsem skupaj. Lepo, da smo se zbrali v tako lepem številu, čeprav, ko je Marko izrazil svoje veselje, da nas je tako veliko tukaj, sem pomislila, če je to res dobro ali ne. Ker bilo bi bistveno boljše, da je prekarnost nekaj, o čem ne bi bilo treba sploh govoriti. To dejstvo, da smo danes tukaj, jaz sem danes zelo skeptično že začela dan, to dejstvo, da nas je toliko tukaj, pa lahko služi tudi kot ena potuha. To, da je zdaj vse več ljudi, ki ve in ima podatke o tem, da prekarnost ni dobra, še vedno nič ne pomeni. To samo pomeni, da smo frustrirani tisti, ki smo tukaj v tej sobi in nas je za namen spremembe bistveno premalo. Torej, evo, začenjam s tem. Predstavljena sva, to, kar bova danes govorila, je res del enega poročila, ki ga pravkar pripravljava o Precarious projektu, nekaj več bom povedala in dala nekaj svojih misli, pa bo Miroljub nadaljeval z nekaj konkretnimi podatki, kot pa spet jaz. A stojiva tako ali začnem jaz? Torej, Precarious je projekt, katerega namen je analiza tega, kakšno je stanje in analiza možnih odgovorov na to stanje in zmanjšanje prekarnosti na trgu delovne sile v Evropi.
Zdaj, jaz bi se skoraj da rada upravičila za ta naslov, ker Prekarius, naslov projekta, kot ga vidite tukaj, je zmanjševanje prekarnega dela v Evropi skozi socialni dialog. Torej, vprašaj sem dala namenoma, ker zmanjševanje je napačna beseda. Torej, to, kar bi verjetno v gibanju za dostojno delo in socialno družbo, pravično družbo bilo potrebno doseči, to je, da prekarnega dela absolutno ni. Mi smo zbirali podatke o tem, kakšno je stanje v 6 državah, s pomočjo seveda v sodelovanju z kolegi in kolegicami iz 5 držav. In kot vidite, gre za zelo različne države, namenoma, tako da preverimo, ali druge stvari razen tega splošnih trendov vplivajo na to, kakšne oblike prekarnosti doživljamo. In to, kar bomo mi danes predstavila, je pravzaprav oris samo stanja druge in globoko, malo globlje, ne bom rekla globoko, stanje pri nas. Ni časa, da se zove. Ne samo, da ni časa, ampak je zaključna konferenca Prekarius projekta, kot kolega Funkel dobro ve, ker bo tudi tam ne okrogli mezi, podobno kot je ta, šele čaka nas, šele čez 14 dni. Torej smo še v delu. Kontekst raziskave, v kateri smo delali z neurologom, je vam vsem zelo dobro znan. Torej, gre za čas vse hujšega, vse bolj izraženega slabšanja položaja vse večjega števila ljudi. In to delavcev, ki delajo v tako imenovanih standardnih zaposlitvah in tistih, ki delujejo zunaj tega in so v še slabšem položaju. Na začetku projekta smo prav to poudarjali, da je potrebno misliti oboje hkrati. Torej, misliti seveda vse te prekarne oblike, ki se množijo in smo zelo inovativne ratali v tem, kako vse je možno izkoriščati ljudi, ampak tudi absolutno ne pozabiti, da tisti, ki delajo pravim pod narekovajih v standardnih oblikah zaposlitva, čeprav so še bistveno v boljšem položaju, je ta položaj iz dneva v dan slabše. In z večjim številom prekarnosti, odkritih oblik prekarnosti, se tudi položaj teh ljudi dramatično poslabšuje in je zelo verjetno, da sem vprašanje generacije, kdaj bo ta standardnost popolnoma izginila. Torej, to, kar je bila naša obveznost do financira projekta, to je pa Evropska komisija, je bilo ugotoviti, kako, ni bilo vprašanje ali, ampak kako socialni dialog pomaga k zmanjšanju prekarnosti na trgih delovne sile v Evropi. Mi smo imeli razen tega eksplicitno izraženega zapisanega cilja tudi svoj implicitni cilj, torej seveda smo proučevali to, kar je na trgih delovnih sil v teh državah prisotno, to tukaj vidite, to je prekarna oblika, torej vse, kar naštevamo in kar bomo še pojasnjevali, tukaj vse popolnoma jasno. In smo iskali inovacije v komunikaciji med socialnimi partnerji, torej inovacije, ki bi prihajala od delavcev in njihovih predstavnikov, torej gibanj in predvsem sindikatov, od delodajalcev in njihovih organizacij in strani države. Ampak implicitno, kar smo mi dva, pa tudi drugi, ki so pridobili denar skozi ta projekt, smo hoteli razumeti, kaj se dogaja in zakaj se dogaja, da imamo to, kar imamo. Ker to, kar bi res radi, in zdaj se vračam čisto na začetek, Marko je omenil, da se ljudje sprašujejo, ali je ta prispodoba, ta metafora suženjstva dobra ali ne. Absolutno je. Kaj je metafora suženjstva? Zakaj govorimo o suženjstvu? Suženjstvo je nekaj, kar je obstajalo kot organizacija dela v času, za katerega mi mislimo, da je delo bilo organizirano na nespodoben način. Za ljudi nespodoben način. In točno to je prekarizacija. Točno to se nam dogaja. Zdaj,
odgovor na vprašanje, ali je metafora prehuda, je jasen, ni. Zdaj pa se zastavlja eno drugo vprašanje vezano s to mojo dilemo, je dobro ali ne, da nas je danes toliko, kolikor nas je. Ko se sprašujemo, kaj se dogaja, meni je skoraj da narodno, da vam bomo govorili o tem, kaj smo pridobili v raziskavi, in to je, da so stvari slabe. Torej, mislim, mi dva bova zelo malo novega povedala, ker to vemo, slabo je in vse slabše. Torej, mogoče zastavljamo napačna vprašanja, mogoče se lotevamo stvari na napačen način. Mogoče, ker ne zastavljamo pravih vprašanj, tudi odgovori, ki jih pridobivamo, so odgovori, ki so zelo površinski in ustrezajo tistim, ki nam financirajo raziskavo, ker bomo nekaj inovacij našli. Boste videli, kakšne so to inovacije. Torej, mogoče sploh ne drži več to, kar pridemo kot do vrhunskega odgovora, to pa je, da se organiziramo. To pa je, da zmoremo. Ker stopnja prekarizacije, način, tempo in razsežnosti prekarizacije, razsežnosti razčlovičenja. Torej, mi smo proti novodobnem suženjstvu, ker ne želimo biti razčlovičeni. Ker danes vse več opisov delovnih prostorov govori o tem, da ljudje, ki to delajo, so razčlovečeni in proti temu smo. Ampak ali naslavljamo vse dimenzije tega razčlovečenja? Jaz vam pravim, da ne še in se jih ne zavedamo zelo dobro. Zakaj sem dala te pol ljudi? Torej, če je to suženjstvo, proti katerem so se borili in se izborili, in zdaj moje upanje, ko pridemo do tega suženjstva in tega položaja, da smo popolnoma negotovi, vsi. Seveda sem jaz manj negotova kot kolegica Zala Turšek, ki je toliko mlajša in sploh ne more upati, da bo prišla do redne službe z skoraj da zagotovljeno plačo, pa ne čisto, pa skoraj da zagotovljeno penzijo, kar je v enem očitno čudnem obdobju 20. stoletja bil standard. Ampak to je očitno bila izjema, ali se tako kaže. Danes smo nikjer. Danes smo na vrvici vsi, eni bolj, eni manj, najhujše je, da se malo bojujemo med sabo, da te, ki so malo bolj trdno na vrvici, porinemo dol, da se mi mečkam bolj učvrstimo na te. No, v glavnem, to nas pelje k tem, da mislimo, da je odgovor lahko. Če bomo zadosti jezni, če se bomo dosti dobro organizirali, bomo zmagali. Ampak stvari grejo neslutenimi razsežnostmi naprej. Grejo v smeri, da ne bodo delali več ljudje, v tem osnovnem smislu, da ne delamo več mi, da nas mogoče sploh ne potrebujejo, da se jaz res počutim dvolično kot študentom razlagam, da brez človeka ni dobro narejenega dela. Torej, androidi so med nami in mi postajamo androidi. Mi danes smo pisali tudi poročilo za eno drugo okroglo mizo, za en drug projekt in tam sem zapisala, koliko zdravil, poživil, koliko mi sami sebe hočemo narediti za bolj robotske, kot smo sploh lahko. Kolikokrat ti pride na misel, kako bi bilo idealno, da mi ni treba ne spati, ne jesti. To je nečloveško, to je razčlovečenje. Torej, jaz nimam odgovorov, pa bom dala samo informacije iz projekta, pa se mogoče v kasnejši fazi diskusije vrnemo k tem slajdu. Torej, v Precarious projektu je bilo 6 držav, ki so tudi zelo različne, kot smo rekli. Različne so bile povsem, torej po stopnji zaposlenosti, brezposlenosti, tveganju revščine, po moči, še vidno, javne sfere, države, teh, ki skrbijo za socialno družbo. In po tem, kako so organizirane v smislu industrijskega sistema, socialnega dialoga, koliko močni so oziroma nemočni sindikati, koliko kolektivnih pogodb imajo in tako naprej. Po vsem tem so te države bile popolnoma različne. In smo ugotovili, da so povsod trendi popolnoma enaki.
Na enem drugem okrogli mizi smo začeli okroglo mizo s tem, da smo rekli, da sva midva, ko sva začela proučevati prožnost, to še imenovano fleksibilnost, to literaturo brala in midva sva porivala pojem varne prožnosti, flexicurity, in naša literatura je bila danska, nizozemska. Pol pa zdaj smo prišli do prekarnosti. Takrat v času varne prožnosti smo o prekarnosti, o teh oblikah slišali samo, da v najgrših, najbolj neorganiziranih, najbolj neoliberalističnih okoljih se to dogaja. Zdaj pa smo prešaltali na ameriško literaturo in zdaj nam se nič več tako daleč ne zdi Velika Britanija, recimo iz tega projekta, katera še vedno absolutno ima nižje standarde, manj prekarnega življenja, dela in vse kot Danska v projektu, ampak gledajte, samo vprašanje časa. Trendi so popolnoma enaki povsod. Midva revidirava naše tekste in naše članke in vse na teh točkah, kaj je nemški model, kaj je skandinavski model, ni več modelov. Model je trend prekarizacije, totalna prekarizacija. Torej, to smo, vso to naraščajočo atipičnost. Torej, po eni strani je vse več tega, kar ni tipično, kar ni standardno, to, kar je standardno, se ruši, samo vase se ruši, ni več samo sebi podobno. Te oblike, o katerih ne bi rada veliko govorila, ker veliko tega bomo v Sloveniji, na primeru teh 3 casev, ki smo jih delali v Sloveniji, omenili, ampak pravim, povsod, v različno hudem obsegu, z različno podporo države, ampak trend v iste smeri in to v delu in zunaj dela. To sta bila tudi ta 2 dela. Torej, prekarizirajo se nam službe delovno življenja, ampak in tudi življenje na splošno. Tukaj dodamo še eno zgodbo. Torej, poleg tega, da se te standardne oblike zaposlovanja, ki so bile značilne za 20. stoletje, da se zdaj nekako prekarizirajo, lahko rečemo, da tudi druge sfere, torej drugi nivoji oziroma drugi podsistemi neke družbene se tudi prilagajajo. Zdaj, prilagajajo se na različne načine. Med drugim tudi tako, da, oziroma, bom takole rekel, prilagajajo se do določene mere. Do določene mere v smislu, da tudi, če pogledamo statistiko, recimo našo, in tudi v drugih državah, ne boste vseh teh različnih oblik, torej prekarizacije in fleksibilizacije, težko boste dobili podatke. Podatke dobite samo o teh nekih, recimo temu, nestandardnih oblikah, torej fleksibilnega zaposlovanja dela. In tukaj sem pač pripravil en graf, na katerem so torej skrajšani delovni čas, določen čas in samozaposleni. Tukaj ne boste našli agencijskih delavcev, ne boste našli torej tistih, ki so torej samozaposleni, torej lažno samozaposleni, ne boste našli pripravnikov, ne boste našli študentskega dela in tako naprej. Torej vseh teh drugih oblik fleksibilizacije, ki se danes pojavljajo. Ampak tudi te oblike, torej te 3 oblike, v bistvu nam lahko pokažejo, kakšne so zelo velike razlike med državami torej Evropske unije. Od torej Nizozemske na eni strani, kjer je skoraj 85% vseh že v teh 3 oblikah, moram reči, da se te oblike, da so tukaj predstavljeni torej deleži, ki so lahko v praksi tudi, ki se lahko v praksi tudi prekrivajo. Torej v praksi je verjetno nekoliko nižje te stopnje, torej za Nizozemsko mogoče tudi nekje okrog 80% na teh fleksibilnih oblik. Ampak tisto, kar je zanimivo, torej, da se te države torej, tudi zelo veliko razlikujejo. Če pogledamo države, ki so v tem našem torej, projektu, boste vi lahko videli, da imamo 3 države, kjer je
skrajšani delovni čas dokaj razvit, ne, in so tudi same države dokaj razvite, ne bolj razviti, ne, torej Danska, Nemčija in Velika Britanija. Ne. Potem imamo dve državi, ki sta si zelo podobni po teh, recimo po dveh kriterijih, torej Francija in Slovenija imata približno enake deleže določenega časa, torej zaposlenih za določen čas in tudi samozaposlenih. Ne. In tukaj je še recimo Španija, ki izstopa v tem, da je poleg Poljske država z največjim deležem zaposlenih za določen čas. In tukaj v bistvu torej te razlike med temi državami tudi nakazujejo, v bistvu kakšne so tudi razlike torej, v samih državah. Torej za Slovenijo, če pogledamo, vidimo v zadnjih 25 letih kar nekaj sprememb. Torej, zgodilo se je to, da se je povečal delež zaposlenih za določen čas, povečal se je delež za torej, zaposlenih s krajšim delovnim časom in povečuje se torej nekje od leta 2000 dalje tudi delež tistih, ki nastopajo v teh drugih oblikah dela. Zdaj se pravi, torej, ne zajamemo vsega, kar se v praksi tudi v Sloveniji zgodi. To so podatki sicer iz ankete o delovni sili, vendar ti podatki nam kažejo, torej, da obstaja torej, v teh 25 letih, da se je torej, trg delovne sile v Sloveniji torej, nekako spremenil. Če je rast zaposlenih, torej delež zaposlenih za določen čas bil značilen torej nekje do leta 2000, je rast zaposlenih s krajšim delovnim časom značilnost predvsem od leta 2000, torej tudi kot je torej rast torej tistih, ki so zaposleni v drugih oblikah. Torej v teh drugih oblikah so tudi študentje. In ti predstavljajo največji delež tistih drugih oblik. Zdaj, kaj nam lahko še pač v bistvu podatki, ki jih lahko dobimo od statistike, pokažejo. To so tudi podatki iz ankete o delovni sili, ki nam pokažejo, v bistvu, da eno od posledic torej te prekarizacije je tudi seveda tudi materialna, torej zmanjšanje materialne varnosti. Torej, v bistvu nekoliko dohodka nekdo z različnimi torej, temi prekarnimi oblikami zaposlitve sploh lahko dobi. In tukaj sta dve primerjavi. Pač prva je razlika med torej, polnim oziroma nedoločenim torej, časom, torej tistimi, ki so zaposleni za nedoločen čas in tistimi, ki so zaposleni za določen čas. In kot vidite, tisti, ki so zaposleni za določen čas, torej polovica, nekje torej 50%, se nahajajo v prvih dveh decilih. Torej, tudi tisti, ki imajo torej, neko zaposlitev za določen čas in verjetno to je zaposlitev full time, torej v bistvu ne s polnim delovnim časom, ne zmorejo oziroma ne dobijo enakega plačila, enakega dohodka, mesečnega dohodka, kot tisti, ki pač so zaposleni za nedoločen čas. Druga primerjava ni toliko, v bistvu torej, ni dobra, zato ker primerjamo pač polni delovni čas s krajšim delovnim časom, seveda tisti, ki delajo manj, torej manj ur, bodo dobili tudi manjše plačilo, ampak tudi tam se vidi, da je recimo samo v prvem decilu je 58% vseh, ki delajo s krajšim delovnim časom. Kar je v bistvu nek kazalec na to, kako malo so plačani in v bistvu kako težko si lahko z neko tako torej, zaposlitvijo lahko, pač, kako lahko preživijo en mesec. Seveda plačilo in vse ostale določene značilnosti teh prekarnih oblik seveda vplivajo tudi na stopnjo tveganja revščine. Torej, kolikšen delež prebivalcev Slovenije v bistvu se znajde pod pragom revščine. In tukaj so prikazane določene, torej spet določene oblike zaposlitve in dela. Kot vidite, tukaj prvi dve
liniji tukaj spodaj, ne, predstavljata nedoločen čas in polni delovni čas. Ne, torej, tisti, ki so zaposleni s polnim delovnim časom in tisti, ki imajo torej, nedoločen čas, ne, so nekako, torej, imajo najnižji, torej, najnižjo možnost, ne, da pridejo v torej, revščino. Ne. Verjetnost v bistvu se potem povečuje pri določenem času in skrajšenem delovnem času, ne, torej, to sta ti dve krivulji, ne, in vidite, ne, da od leta 2009 ne, v bistvu ne, ti dve krivulji se odmikata od torej, teh dveh osnovnih torej, standardnih oblik zaposlitvene. Tukaj imam še eno črto, ne, ki predstavlja torej, zaposlitev ne, oziroma delo torej, manj kot eno leto, če ste zaposleni manj kot eno leto, v bistvu ne, potem imate torej, še višjo možnost, torej višjo verjetnost, da boste padli pod prag revščine. Zgoraj samo zaposleni, ne, torej tisti, ki torej, so nekako pač odvisni sami od sebe, ne, torej sami plačujejo svoje prispevke za zdravstveno zavarovanje, plačilo za, torej, v bistvu ne, za vse ostale pravice, ki jih lahko dobijo. Ne, in to je slika, torej nekje v letu 2015 je nekje ena četrtina do ena petine pač tistih, ki spadajo pod torej, prag revščine. Mladi bi lahko rekel business as usual, torej kljub določenim spremembam tudi zakonodaje v Sloveniji. Tisto, kar je bila značilnost tudi v preteklem obdobju, ne, se nadaljuje tudi, torej, tudi danes. Torej, to so podatki za drugo četrtletje 2016, spet anketa o delovni sili, ne, in kot vidite, delež mladih v Sloveniji, ki delajo torej, za določen čas, med vsemi mladimi, ki so delovno aktivni, ne je najvišji v Evropi. Torej 75, pa torej skoraj 76% mladih, ki so torej, delovno aktivni. Mladi so seveda tisti, ki so stari 15 do 24 let, pač so zaposleni v, torej, za določen čas. Torej, težko pač v bistvu ne se znajdejo v nekih standardnih oblikah zaposlovanja. Stopnje tveganja revščine med temi torej, tremi skupinami 15-24, 25 do 54 in 55 do 64. Kot vidite, ne, torej, mladi so sicer ta skupina ne, in od leta 2011 dalje ne, se njihova stopnja tveganja revščine zelo poveča. Zakaj se poveča, bo mogoče pokazal na naslednjem grafu, ne, ampak tukaj ne, je še ena skupina, torej tisti starejši, 55 do 64 let, to so v bistvu ne stopnje tveganja revščine med delovno aktivnostjo, to so v bistvu ne, pač v angleščini se temu reče in-work at risk of poverty. Tako da tukaj vidite, ne, da dejansko so mladi spet v bistvu ne tisti, ne, ki so recimo posebno ogroženi v zadnjem obdobju, ne, in tudi seveda ta skupina, torej starejša generacija, ne, v bistvu ne, tudi že od začetka krize dalje ne, ima seveda problemi s torej, naraščanjem tega stopnje tveganja revščine. No in za zaključek, preden nadaljuje Aleksandra, še ena zanimivost. Ne, tukaj sem vam pripravil neko primerjavo, za katero nisem prav pripričan, v bistvu ne, ali jo prav razumem ali ne. Torej, na eni strani imate rast torej, deleža študentskega dela med delovno aktivnimi, torej kako pač je v tem času do leta 2000 dalje rasla, ne, in na drugi strani stopnjo tveganja revščine za to isto generacijo, torej v bistvu ne starih 15 do 24 let. In tukaj ne, ravno ta slika, saj zame ne, pokaže torej, kako pomembno je študentsko delo za to generacijo. Ne. Kot vidite, do leta 2010 je v bistvu ne, ta stopnja rasla. In za te podatke, ki jih imamo, ne, torej, ki so dostopni, ne, je stopnja tveganja revščine ob naraščanju ne, torej deleža torej, študentskega dela, ne, je stopnja torej, tveganja revščine za to populacijo padala. Ko v bistvu ne, od leta 2010 začne delež torej, upadati, ne, ko tudi torej, delodajalci ne zaposlujejo več torej, študentov, ne, prek študentskega dela, ne, pač
ta stopnja tveganja revščine naraste torej z 3,4 na skoraj 10%. In te spremembe, torej zakona, torej spremembe torej iz leta 2015, ko so se torej študentom je omogočeno, da določene torej svoje pravice torej tudi zagotovijo, torej pokojninsko, vplačevanje v pokojninsko blagajno in tako naprej, so v bistvu naredile dvoje. Po eni strani v bistvu so ohranile to rast, torej so prekinile to rast, torej spet študentskega dela, deleža študentskega dela, ampak ta rast v bistvu je tudi potem vplivala na to, da se je pa stopnja tveganja revščine zmanjšala. Zdaj bi jaz zaključila samo z predstavitvijo 3 caseov, 3 študij primera, ki smo jih izbrali v Sloveniji za obdelavo. Torej, v celotnem projektu so partnerji v različnih državah izbrali različne skupine prekarno zaposlenih ali prekarnih oblik zaposlitve. Ti so se, kot prej rečeno, ponavljale dokaj, torej tiste, katere bi tudi posumili iz tega, kar ste videli sedaj iz podatkov, samozaposlene. Veliko je bilo, recimo, v trgovini, v gostinstvu, tam, kjer so nevidnih delavcev, kjer je nekaj. In tako smo tudi mi zbrali 3 skupine. Mogoče naša inovacija je bila, da smo zbrali skupino mladih, kar ni specifična skupina, kar ni tip zaposlitva, ampak namenoma, ker pri mladih se kopičijo, kot smo videli, zelo jasno vsa tveganja. In so mlade, kot opozorili smo na ta generacijski preskok, če je v starejših generacijah še bilo nekaj upanja na izboljšave, za mlade se kažejo vse slabše priložnosti. To seveda, pazite, mi se absolutno zavedamo, da so stari, tudi zelo stari, brezposleni, stari moški. To je ena specifična skupina, če stari moški ostane na trgu delovne sile, in to star, mislim, iz moje perspektive, ne tako zelo star človek, recimo najboljši kritik okrog 55. Ni možnosti, da bo našel službo. Torej, absolutno se zavedamo tveganj, ampak ko bodo ti mladi, ki so danes v tako prekarnem položaju, stari 55, 2 minuti. Stari 55 bo njihov položaj še slabše, kot je položaj danes starih 55, glede na trenda, ki jih opazujemo sedaj. Ne bom ponavljala tega, kar je na prosojnici in tudi tega, kar je Miroljub že povedal okrog mladih, ampak mogoče razen teh očitnih in vam nažalost dobro znanih občutkov negotovosti, perspektivnosti, mogoče velja upozoriti na to, kako prekarizacija vpliva prav na vse vidike življenja in tudi na življenje drugih. Kako ti neprehode, veste, prej smo imeli dolgo obdobje v 20. stoletju prehode. Imeli izobraževalni sistem in pol si iz tega prehajal v svet dela. To se zdaj ne dogaja. Mi na univerzi imamo ljudi, ki ne bi bili z nami, če bi imeli službe. Torej, univerzo in izobraževalne sisteme spreminja delovni prostor dela, ker ti pušča kot v enem vrtcu in enem zatočišču varnosti ljudi, ki sploh niso zainteresirani za nadaljnje izobraževanje. In mi se to lažemo, da je to dobro, boljše, da so na univerzi kot na cesti, ampak ne vem, če je to res, ker ti, ki jih puščajo, jih ne potrebujejo. Ne potrebujejo mlade izobražene ljudi. To je strah, ki ga imamo. Vse plače, pogoj, delovni čas, vse je to pri mladih še hujše in igra na to, da upajo, da bodo v prihodnosti imeli, se zaslužili z takim prekarnim in prekarnim delom nekaj boljšega. To, kar najbolj skrbi, so strategije. Strategije so 2, ali rezignacija popolna in odsotnost vsake de facto strategije in kombinirano z zelo kratkimi preživetvenimi, osebnimi, ne skupinskimi, osebnimi, individualnimi preživetvenimi strategijami, kar je razumljivo, in
resna inovacija, edina v tem projektu, jaz mislim, in to na evropski ravni, sta dva sindikata, ki sta ustanovljena v Sloveniji. To je sindikat Mladih Plus in to je sindikat prekarnih delavcev, ampak o tem boste vi več govorili kot jaz in zdaj glede mladih ne bi več povedali, ampak to je dejanska inovacija. To je to, da so se ljudje, ki imajo, to je povedlo že, ljudje, ki imajo iste interese, so se združili, ozavistili te interese in se borijo, da bi jih zaščitili. Druge dve skupine so novinarji in ljudje zaposleni v trgovini. Novinarji in druge medijske delavce, oprostite, in ljudje zaposleni v trgovini. Za novinarje in druge medijske delavce mi smo analizirali, zakaj so prišli v tako situacijo, zaradi privatizacije, zaradi prevzemanja medijev, nove logike dela v medijih, kaj so posledice razen zelo slabega položaja medijskih delavcev in novinarjev, popolna deprofesionalizacija. Torej, deprofesionalizacija v obeh pomenih. To, da ne delajo v profesiji tisti, ki bi morali, in to poslabšuje izdelek, ampak to nobenega ne zanima in zaradi tega, ker nobenega ne zanima, je to sploh možno. In deprofesionalizacija v tem smislu, da ni profesionalnega standarda, da ljudje ne funkcionirajo kot profesija, da so razdrobljeni, da ni več kultura profesionalnega dela. Ni identitete. Ni identitete. Posledica, katera je vsem jasna, je poslabševanje socialne in varnosti. In kaj je inovacija? Pazite, to je pa višek ironije. Inovacija, ki smo jo našli, katero so nam predstavljali kot inovativno socialni partnerji, je to, da na RTV-ju, potem, ko 2010 ugotovimo, da se množično krši zakonodaja, rabimo naslednjih 5 let, da to še enkrat potrdimo in še takrat ne odpravimo tega, ampak imamo še nekaj časa. Pa smo zdaj odpravili za 150 ljudi in bomo še v daljnem, ne vem, katerem obdobju za 100. Grozno. In moja zadnja prosojnica je situacija v trgovini. Vsak, ki hodi v naše trgovine, točno ve in vidi verjetno. Če ne veste, ne vidite, pogledajte, kako hitro delajo ljudje, ki delajo v trgovinah. Kako vse delajo ljudje, ki delajo v trgovinah. To, kar so prej počeli 5 ljudi, zdaj dela en sam človek. Ta človek je pogosto ženska, ki je šibka, ki bo vsak dan ne bo zdržala tega tempa in bo šla v bolniško in je bodo odpustili, ker je zaposlena za skrajšan delovni čas. To, kar smo ugotovili v trgovini kot največji problem, je delovni čas. Torej, od teh, ki delajo pod narekovaj skrajšan delovni čas, delajo tako intenzivno, da tega ne bodo preživeli in se nič drugega ne plačuje in mora in so zadovoljni, ker imajo enako dobro plačo kot tisti, ki delajo 8 oziroma 12 ur v drugih trgovinah, kjer ne delajo skrajšan delovni čas, ampak jih kradejo ure. Kradejo, to je ena navadna kraja. In mi to vsi vemo, ampak še vedno hodimo v te trgovine in ne naredimo praktično nič, da to spremenimo. Inovacija, to je še hujše mogoče od te, ki sem jo prej omenila, ali enako huda, je to, da sindikati ščitijo delavce na papirju, to ni inovacija. Imajo kolektivne pogodbe in zakonodaja nam je fajn in to, kar je zapisano v zakonodaji, je super, ampak to se ne izvaja v praksi in to vemo. In zaradi tega, ker delavci imajo težave, recimo, ker so zaposleni za določen čas ne morejo najeti kredita, kaj naredi sindikat? Daje garancije svojim delavcem, ker to je velik sindikat, močen sindikat in daje svojim delavcem garancije, da lahko vzamete sindikat. Ali pa vejo vse, kar sem prej opisala, da so čisto v stresu ljudje in jim organizirajo tečaje antistresnega obvladovanja stresa. On in bo vse vrede. Torej, obližene rane, telo pa razpada pri živem telesu. Torej, mogoče bi bilo boljše, da se bojujemo vsi bolj in več za varno delovno mesto in dostojne plače. In to je moj zadnji stavek, izvolite, če pa 4, nič več. Hvala. Najlepša hvala za vašo pozornost. Julij Bošnjak. Mene pa zanima za prvo z gospod Marčela in gospoda Gnjatoviča, da sem za nastavili ste 6 držav, med drugim tudi Danska. Pa me zanima, jaz bolj slabo poznam, kakšne so razmere. Govoril sem pač z
ljudmi, ki tam živijo, pa so rekli, da približno nekako tako zgleda, da če, mislim, imajo to, ne, flexicurity, se pravi, da je enostavno odpustiti ljudi, ampak potem, ko si odpuščen, v bistvu hiter, pa nekako avtomatsko, pa kar nekako z nekim dokaj dostojnim zneskom dobiš pač nadomestilo, in potem je država in občina in podjetje in tako nekako so dolžni pač skupaj, in seveda sam brezposelno, vsi so nekako dolžni novo delovno mesto najti, in da je rezultat tak, da v bistvu imaš neko skupino ljudi, ki zelo hitro krožijo skozi to, se pravi, dobijo službo, so odpuščeni, so nekaj časa brezposelni, grejo v nov trening, nova služba, ki je pogosto pač v drugem kraju in so tam spet hitro odpuščeni. Tako, to, ki jaz vem, no, ampak me zanima, če lahko še kaj nadgradite to. To, kar ste opisali, se imenuje zlati trgotnik trga delovne sile na Danskem. Torej, za razliko od našega, ima vsa tri kota. Torej, hitro izgubiš službo, ampak se moraš izobraževati, da hitro dobiš službo, ki je na voljo v sistemu, ker se ustvarja zelo veliko novih služb. In če ti to ne uspe, obstaja še država, ki ti da varnostno mrežo, če izpadeš iz tega. Ampak tudi iz tega izhod je v izobraževanju, ki te usposobi za nekaj. To je nekaj, kar je obstajalo in še vedno v veliki meri obstaja, ker je še vedno veliko denarja in je dinamičen trg. In mi, ko smo o tem govorili pred 10 leti, smo rekli, Slovenija je tudi skoraj taka, samo da nimamo ustvarjanih delovnih mest. Imeli smo šibkejšo, revnejšo državo kot varnostno mrežo, imeli smo ljudi, ki so vse bolj ostali brez služb in so se bili pripravljeni tudi učiti. Ampak nismo imeli dinamičnega trga, zaradi katerega bi se ustvarjala delovna mesta in ljudi ne bi bilo strah. Mi smo imeli raziskave, ki so pokazale, da Danci izgubljajo službe enako hitro in enako veliko kot Američani ali Angleži, ampak jih ni niti malo strah, ker vidijo, da naslednjič bo ogromno malih srednjih podjetij, ki je zelo dinamično res ustvarjajo službe. Zdaj, vse to v veliki meri za Dansko še drži, ampak razpoke, ki se dogajajo, so vse večje in grejo v smeri tega, kar imamo mi in vsi ostali. Torej, to, kar smo slišala od danskega kolega, je, da so migrante, ki so vse manj zaščiteni, da so določene atipične oblike dela, ki se razraščajo. Torej, meni se je zdelo, ko sem jaz poslušala, pa da bom dala še tebi, meni se je zdelo, veste, včasih smo imeli Nemčijo, ki je bila trdna, stabilna in smo mislili, to se ne bo nikoli spremenilo. Zdaj je Nemčija zvenila kot Anglija, zdaj še vedno Danska je tam na teh sestankih zvenila, še vedno Sanske, seveda, ampak razpoke ni bilo nenavadno, to, kar smo vsi mi drugi poročali. In so prepoznavali že dele tega tudi pri sebi. Mogoče še malo pojasnim, v bistvu ne vem, zakaj gre pri tem konceptu varne prožnosti. Načeloma gre za to, da mislim, da je država sprejela, mislim, na Danskem in tudi na Nizozemskem, neko odločitev, da bi razbremenila delodajalce od neke odgovornosti, torej prevelike odgovornosti za socialno varnost delavcev, je sprejela odločitev, da bo ona vstopila noter kot nek varnostnik, torej kot nek varovalec, v bistvu ne zelo poenostavno zadevo, ampak kot neka varnost, torej nek skrbnik za socialno varnost tistih, ki se znajdejo v teh fleksibilnih oblikah zaposlovanja. V začetku tega stoletja, torej nekje od 2000 dalje, se je ta koncept v bistvu začel širiti tudi v druge države Evrope. 2007 je celo Evropska komisija pač nekako, bom rekel, sponzorirala oziroma je promovirala v bistvu ta širitev vse države Evropske unije, tega koncepta. Leta 2008 s krizo ta koncept
izgine iz dokumentov Evropske unije. Hkrati pa, torej, zahteve so bile sicer, da se tudi ta koncept torej uvede v vse te države Evropske unije. Zamislite si pa, kako to izgleda, ko enkrat se pa država odloči, da se umakne. Torej, če delodajalcem omogočimo, da se zmanjša njihova odgovornost za socialno varnost delavcev. In se ta odgovornost prenese na delavce in državo. In potem, če se v bistvu potem država umakne iz tega dogovora, potem v bistvu ne ostane odgovornost za socialno varnost samo na delavcih. In to je v bistvu potem problem.